First of all, we have new risk fund or new fund for risk financing, which covers private investors' risk partially. And our aim is to mobilize private money to productive investment. Second, I encourage private companies in Slovenia contact directly European Investment Bank if there is a need for risk financing. Companies does not need any governmental approval. Third, we do hope that local commercial banks or seed bank or Slovenian enterprise fund or private venture capital funds could apply financing from the new risk fund which we have established, because there is plenty of new resources available for SME financing, and I have understood that Slovenia is one of many EU countries in which especially equity financing is very scarce resource. Prvo, za to, da je projekt atraktiven, mora biti dobro pripravljen. Mora imeti jasno definirane cilje in predvsem seveda jasno definirane tokove, finančne tokove. Predvsem, kar je za večje infrastrukturne projekte pomembno, sploh v transportu, je seveda, da so tudi vpeti v neke poslovne tokove. In za nas v tem trenutku je prva prioriteta tako imenovanih 9 koridorjev, ki tvorijo evropsko hrbtenico in za kar imamo tudi namenjena sredstva za sofinanciranje. Hkrati z novimi mehanizmi, inovativnimi finančnimi mehanizmi pa poskušamo tudi zmanjšati ločnico med potrebnimi investicijami in tistimi, ki jih mi seveda lahko z razpoložljivim denarjem zadovoljimo. Samo da povem, pričakuje se do leta 2050 500 milijard potrebnih za dokončanje samo teh začrtanih ambicioznih načrtov. Zato zelo pozdravljamo inovativne finančne mehanizme, tako kot je EFSI ali bolje poznan pod Junckerjev plan, ki pa omogoča, da se tudi projekti, ki morda ne sodijo neposredno v nabor projektov hrbteničnega omrežja, pa so vendarle namenjeni za izboljšanje prometne situacije, kot so recimo digitalizacija v prometu, različna obnova voznih parkov, recimo na železnicah, predvsem sistemi za upravljanje prometa, recimo zamenjava ladij za veliko bolj ekološko usmerjene ladje in podobno. Hkrati bi tudi seveda omenila pametna mesta, mesta prihodnosti in različne rešitve iz naslova trajnostnega mobilnega razvoja. Se pravi, vse ta področja pa so zanimiva seveda za investitorje in skozi garancije, evropske garancije, poskušamo predvsem privabiti institucionalne investitorje, da se opogumijo in začnejo investirati tudi v infrastrukturo in tovrstne projekte, ki sem jih prej navedla. Tako da zelo pohvalno je to, da se je Evropa začela odpirati tudi za privatne investicije, dinamika se je povečala, interesov je vse več, imamo že tudi nekaj zelo uspešnih projektov, ki so se že v tem prvem letu tudi začeli izvajati in srčno upam, da se bojo zanimivi projekti pojavili tudi iz tega regionalnega okolja Slovenije in širše regije.